Dobro jutro vsem, ki ste v naši Dobro družbi. jutro. Zaključil se je festival slovenskega filma v Portorožu in Vesno za najboljšo glavno moško vlogo je strokovna žirija podelila Radošu Bolčinim za vlogo Borisa v filmu Inventura. Radoš Bolčina, dobro jutro. Čestitke. Hvala in dobro jutro vsem poslušalcem Radia Robin. Čestitke za osvojeno Vesno. Hvala. Zdaj ste eden najpomembnejših sodobnih slovenskih gledaliških igralcev, prejemnik številnih nagrad. V slovenskem filmu pa ste kar redek gost. Sem prebral v enem intervjuju, da pri določenih letih igralec zavoha, katera besedila ga zanimajo in katera ne. Pri čisto vsaki stvari človek tudi ne bi sodeloval, ste nekoč rekli. Pa me zanima zdaj, Inventura je dišala prav, ali kako? Zakaj ste se odločili, kaj vas je prepričalo? Ja, moram reči, da mi je tekst že v prvem branju nekako sedel. Sicer izkušenj z filmom nimam toliko in sem ga bral bolj z nekimi gledališkimi očmi, bom rekel. Ampak mogoče se mi je na začetku zdel malček premalo dramatičen, ampak potem, ko smo se s tekstom ukvarjali na dokaj gledališki način, imeli smo kar precej vaj, sem se nekako poglobil v vsebino tega, na videz preprostega scenarija, o preprostem, navadnem človeku, ki se mu te stvari dogajajo. Vam je zdaj mogoče ta nagrada Vesna vzpodbuda za morda nadaljno filmsko udejstvovanje? Ja, gledaj, če bojo kakšne take ponudbe, kot smo prej rekli, da mi bo stvar zadišala, mislim, da ja, z veseljem. Je pa treba seveda imeti eno sito, se mi zdi, pri teh zadevah. Pač naš nekako status igralcev nas sili v to, da velikokrat sprejmemo vse, kar nam je ponujeno. Se mi zdi pa, da za eno tako dolgoročno pot igralca je lepo, da lahko tudi kaj izbere in si sam določi, kaj bo delal. Če na kratko povzamemo zgodbo filma, Inventura pripoveduje o Borisu čisto Robiču, običajnem človeku, na katerega nekdo strelja skozi okno njegove sobe, začne se potem policijska preiskava, v kateri se potem izkaže, da Boris pač nima nobenih sovražnikov, nobenih osumljencev ni in preiskava se zato ustavi. Se pa Boris s tem pač nekako ne more sprijazniti in začne raziskovati potem sam. Pol pa tragikomika, ko človek odkrije, da ga sovraži več ljudi, kot si lahko predstavlja in da so njegove predstave o lastnem življenju le iluzija. Ja. Se pravi, zdaj imamo na eni strani lastno predstavo o sebi, na drugi pa podobo, ki jo leta ima v očeh okolice. Rešitev, Inventura, sebe? Ja, pač temu sleherniku, malemu človeku, bom rekel preprostemu, običajnemu, prižvižgata skozi okno dva strela in ga nekako predstavita iz tega kauzalnega sveta posledice in vzroka v nek, se mi zdi, malo bolj metafizični svet, ki nam je v današnjih časih precej oddaljen, in ga seveda spodbudi, da mu, mislim, v bistvu zgodi se mu to, da se mu vse ta navidezna lažna zavetja prijateljstev, družine in sploh pa institucij in države hitro pokažejo kot zelo nezanesljiva in majava. Neke rešitve na koncu filma ni. Stvar je zelo tako gledališko gledano beketovska, ali pa bi rekel joneskovska, zelo absurdna na nek način in hkrati v tem smislu tudi komična. Tragikomična. Govori o nekem sleherniku. Meni se zdi, da govori o eni taki osnovnem počelu človeške psihe, absurdu našega življenja, ki se skriva z vsemi rituali vsakdanjimi, ko se nam zdi vse skupaj zelo prijemljivo, zelo varno. V bistvu smo pa zelo blizu od katastrofe v vsakem momentu. In bi se morda mogli ljudje tega včasih bolj zavedati. Nekako odtujili smo te zadeve, to metafiziko življenja in s tem tudi smrt na nek način. Zagotovo zgodba, ki jo lahko v današnji čas postavimo. Mislim, da ja. Mislim, da je stvar na nek način aktualna. Je pa specifičen film, seveda. Na prvi pogled ni zelo
popularen, tako, ne, ampak mislim, da ima te globoke vsebine malega človeka, ki se širijo potem tudi bom rekel, v kozmos. Ja. Je bilo težko se preleviti v Borisa? Preleviti je tak izraz, vedno je vprašanje, kaj je to oživljanje, ker pretirano oživljanje ne prinese neke empatije gledalcev vedno. Filmska igra je drugačna, v bistvu na odru te v enem trenutku žarometi osamijo in imaš to pravico dosti bolj suvereno in skoncentrirano voziti svojo vlogo, medtem ko pri filmu s tem, bom rekel, ribjim očesom vidiš okrog sebe vse to dogajanje, ki te na nek način bega, in se je treba tega v bistvu osvoboditi. Vseeno pa velja seveda, da je delo še vedno 80% zmage, in prava zasedba se mi zdi tudi. Ste se že dotaknili razlike med filmskim igranjem in gledališkim. Za filmsko ponavadi velja, da je bolj minimalistična, gledališka pa bolj dramatična. Kako ste se s tem? Ja, jaz nisem nikoli delal prevelike razlike med gledališkim in filmskim medijem. Seveda je treba imeti eno disciplino in ta potenciometer doživljanja prilagoditi žanru. Si tudi v gledališču imamo različne žanre, ki so ekspresivnejši in zato tudi delujejo, in obratno, če v nek naturalizem, bom rekel, v naturalizmu ali pa v realizmu uporabljaš preveč ekspresivno igro, je seveda to lahko škodljivo. So pa vsi ti izrazi tako, zelo mejni, in to so samo besede. Konec koncev, tudi v neki prepričljivosti filmski je včasih lahko dolgočasnost, če ni film pravilno zmontiran in pravilno narejen in da nekako vse skupaj se poklopi. Seveda je treba pri filmu vedeti, ali si v nekem planu ali v bližnjem planu in se temu prilagoditi. Če je kamera dosti daleč in da si ti v neki skupinski sceni, seveda si lahko malček bolj ekspresiven in obratno. Radoš Bolčina, še enkrat čestitke za prejeto Vesno in hvala za vaš obisk v studiu. Hvala za vaše povabilo. Ja.